Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav, sem Mihael Toš, avtor projekta Kein Kampf. Letos, torej leta 2022, bomo v tednu šoa Spominjamo se predstavili kar nekaj svežega materiala. Naš projekt Kein Kampf poteka v tej obliki predstavitev že od leta 2017 in vsako leto ga smiselno in logično nadgrajujemo ter širimo, kajti jasno je, da za spomin, za učenje glede holokavsta, glede vzrokov o holokavstu, ni zadosti zgolj en teden ali tisti en dan, 27. januar, ampak je to v bistvu tematika, katere se moramo dotikati vsak dan v letu in katero se moramo potruditi doumeti in razumeti, predvsem na nivoju vzrokov, na nivoju nekih vzvodov in vzgibov in na nivoju preprečitve ponovitve podobnega obdobja v človeški zgodovini. Dejansko na tem področju obdelujemo tako imenovano zgodovinsko temo, četudi so žive priče, se pravi ljudje, ženske, moški, še vedno v določenem številu med nami. Res, da se sedaj nahajamo v tistem zaključnem obdobju, ko še imamo to danost, da se lahko dejansko srečujemo z živimi pričami, ampak to dejstvo nam pove predvsem eno. Koliko je holokavst zgodovinska tema v nekem smislu in oziru tega, da bi to bilo nekje tam, daleč, onkraj. Če se lahko pogovarjamo z živimi ljudmi, ki so taborišča doživeli, se moramo pri sebi in ne samo pri sebi, se moramo odkrito vprašati, ali je to zgodovinska tema na nivoju tistega pojmovanja, ko se je nekaj dogajalo stoletja, tisočletja nazaj in so ostale samo ruševine, ali je to zgodovinska tema 8 desetletij nazaj s posledicami tukaj in zdaj. Za lažje razumevanje tega področja sem v projektu Kein Kampf pripravil virtualne vodnike po nekdanjih koncentracijskih in delovnih taboriščih. Začel sem z taboriščem Dachau, ki nekako velja za tisto prvo, bilo je vzpostavljeno leta 1933 in v vodnik doslej vključil večino taborišč, vključno z Buchenwaldom, Auschwitzem in Mauthausenom. Na tem mestu povem, da se Slovenci premalo zavedamo, da je ena izmed podružnic taborišč bila tudi v Sloveniji, in sicer je to Mauthausen pod Ljubelj, ki je služilo za to, da so imeli tam stacionirane jetnike, ki so pomagali graditi predor preko Ljubelja, in tudi v tem našem taborišču imamo en taki sicer improvizirani krematorij, ampak tudi na ozemlju naše Slovenije se je zgodilo dejstvo, da so jetniki internirani in dejansko ujeti in zlorabljani v tem genocidu bili tako pobijani, kakor tudi sežigani. Se pravi, nekako si moramo to mnogo bolj pritegniti v našo zavest, da ta taborišča niso samo neka oddaljena tam nekje v Nemčiji, daleč Bogu za hrbtom, da ta taborišča niso neka kulisa, neka scena iz filma, kot denimo Schindlerjeva lista, in predvsem ta taborišča niso nekaj nepomembnega oziroma muzeji v smislu, da se tam nahaja pač nekaj v obliki artefaktov in razstavljenih eksponatov, ampak so ta taborišča realni dokaz, česa je človek pod nekaterimi čudnimi, jasno da čudnimi in povsem nehumanimi pogoji sposoben. In za vse, ki se poglabljamo v temo holokavsta, itak vemo, da ni to samo genocid nad Judi, za vse, ki se poglabljamo v to temo, nam potem
skozi obdobja, postane jasno, kakšno uničevalno dimenzijo je ta proces imel. Ni šlo pri tem samo za to, da se je nekoga odpeljalo, cele družine, cele mestne četrti in pobilo, ampak se je šlo za to, da se je tukaj povsem konkretno spreminjalo celo kulturno sliko okoli. In potem tudi jasno po številu deportiranih in pobitih, ki se nikoli niso vrnili nazaj, je to pustilo v okoljih tudi trajne posledice. In z ozirom na to, da je mnogo izmed teh Judov bilo takrat kulturno aktivnih, so bili v veliki meri tudi kulturni motor, je to pustilo tudi brazgotine v družbi, ki jih zaznavamo in občutimo še danes. Predstavimo se sedaj na virtualne vodnike in si poglejmo nekaj primerov. Uporabljamo posnetek zaslona in tukaj lahko vidimo, da so taborišča locirana in geomapirana. Nekaj pa jih imamo pripravljenih tudi že v VR 360 tehniki, se pravi, da jih je možno obiskati na takšen fotografski način, tudi z VR očali, da dejansko nastane vtis, kakor da smo tam in da lahko koliko toliko intenzivno začutimo. Povem pa kot avtor teh vodnikov, da tega seveda ni možno začutiti brez fizične prisotnosti in na tem mestu upozorim tudi. Vselej, ko govorim o tem, poudarim, da to niso muzeji v smislu muzejev s starinami, da to niso muzeji v smislu turističnih muzejev v turističnih krajih, kjer pripravijo nabor nekega etnološkega gradiva in da potem tam predstavljajo, ampak so to v bistvu z nemško besedo Gedenkstätte. Gedenkstätte ni muzeum, ne reče se muzeum Dachau, ampak se reče Gedenkstätte Dachau, wo man gedenken kann. Se pravi, v slovenščini bi to prevedli, da so to kraj spomina in kraj izobraževanja. Se pravi, zelo si v zavest potegnemo, da nekdanje lokacije taborišč niso muzeji, ampak so kraji spomina. In tu je bistvena razlika, kajti tja se mora iti z ustrezno, in to je zelo visoka stopnja pietete in treba je povsem dejansko sleči tiste nekake zmote, ki jih določen del ljudi nosi, ki gre tja in se temu celo posmehuje ali pa celo strinja s storilci. To ni kraj, kjer bi lahko rekli, pač zgodilo se je, saj pogledajmo konkreten primer, ki se dogaja, se pa Židje vodijo svetovno gospodarstvo in vsem kradejo in dobili so, kar so si zaslužili. Ne, taborišča niso bila neka poboljševalnica, taborišča niso bila nekaj logičnega in smiselnega, tudi če bi kdo počel kriminalna dejanja, delikte. Taborišča so bile tovarne dehumanizacije in kot taka popolna bizarnost človeškega uma in popoln prikaz, kakšnega zla je človek na tem planetu sposoben. Ti virtualni vodniki so dosegljivi na naslovu www.kainkampf.info. Na tem mestu sedaj januarja pa poudarim, da prejšnjo verzijo smo imeli pripravljeno v flash tehnologiji, ampak ker je vmes prišlo do spremembe na HTML, bodo vodniki v celoti dostopni spet od druge faze spomina, se pravi, to je od aprila naprej. Bodo pa še dopolnjeni, nadgrajeni in brezplačno dani v uporabo. In na zaključku tega prvega videa, tedna šova Spominjamo se 2022, še enkrat povem, nekdanje lokacije delovnih in
koncentracijskih taborišč. Niso muzeji, niso lokacije, kamor se gre zabavati, posmehovati, strinjati se storilci, ampak so mesta groze, so Gedenkstätten, mesta spomina in opomina. In če nimate namena tja iti z ustrezno mero humanosti in empatije, vam svetujem, da teh lokacij ne obiskujete. Ko pa ste enkrat tam, pa se potrudite, da doživite to katarzo, ki jo človek tam doživi s pravilnim pristopom, s pravilnim odnosom in se globoko zamislite nad tem, kakšno stopnjo zla je človek sposoben najprej naumiti, potem pa tudi dejansko realizirati.